Gledate oddajo Klepet ob kavi. Končno je prišla. V prejšnji oddaji z Urško smo pogrešali drago našo Lucijo Čirović, ki bi mogla priti, pa je zamudila tak en prijeten pogovor o disciplini in poglejmo si en tak prisrčen del tega pogovora. V neki trenutek, ko bi rabo disciplino, takrat, ne vem, izpuhti. Izpuhti. In takrat si jaz pozabim in se veš, ko smo vedno kasneje, ko se nam nekaj zgodi, zelo pametni, kaj bi nekaj mogli, za kar smo že narediti, ampak tisti trenutek, pa kot da to nekam gre, zgine. In potem si ti, seveda imaš, veš kako imamo vedno tisoč in en izgovor, zakaj bi nekaj lahko, pa zakaj v končni fazi tudi ne bi. Saj jaz nimam težav, veš, s tem oprosti, da bi jaz ne da imam disciplino, nimam meja. Madonna. Ja, viš, spet še ena stvar, mater, oči za frustrirana, No, to me je res nasmejalo, da ona ne da ni problemov v disciplini, ona pač nima mej. Da poglejmo z Lucijo, ki je danes tukaj, kako je kaj pomembna disciplina v njenem življenju. Povej mi, kako se ti zdi ta pogovor, ti je kaj žal, da ti ni bilo? Seveda mi je žal in se opravičujem, ker to se ne dela, jaz drugače ne zamujam. Ampak veš, to je tipičen primer nediscipline. Ko smo se zmenili, kdaj pridem, bi si mogla to. Jaz sem zelo staromodna, to pomeni, da jaz pišem vse na roke. Kar si zapišem na roko, to si zapomnim. Če si natipkam nekaj, ni nujno se zapomnila. Če si na roko napišeš, pol to si umiješ, pa zgine. Bomo še enkrat šli. V blokec na roko pišem. Že precizno poslušanje. Torej, in jaz tega nisem zapisala. In ker sem bila na gostovanju na taki mini turneji v Ljutomeru, so rekli, ko se je izkazalo, da v petek imamo še eno predstavo, takrat, ki bo tisto snemanje, se je izkazalo, da v resnici, imam čas, ker je bil blokec prazen. In ko je bilo konec predstave, vidim neke klice in to je nedisciplina. Ampak veš kaj, jaz sem ful hvaležen, ker zdaj se bo naše midva lepo v živo pogovarjala in se mi ful dopade. Povej mi kot ustvarjalka, v bistvu zdaj smo dva umetnika na kupu, v bistvu rabiš ful ene discipline, da recimo neko predstavo napišeš ali kaj takega. Kakve so tvoje izkušnje s tem? Ta disciplina je safar, tako strašno obljubljanje sam sebi, kaj vse boš naredil, pa pol ful veliko tega ne narediš. Jaz se trudim, jaz bi mogla v resnici več delati, zaradi tega, ker konec koncev sem zdaj začela z ventriloquizmom, to je trebuhogovorstvo, kjer ti ne moreš napredovati brez da vadeš. In zdaj trenutno recimo pri nas, za to vejo še ni veliko interesa, to meni, da moram jaz vaditi na suh. Brez da kdo reče, dej to naredi, brez da to kdo želi videti zaenkrat. Tako da zaradi tega poskušam imeti disciplino, ki pa je gor pa dol. So dnevi, ki grejo tako. In največkrat je težava seveda Facebook. Facebook? Seveda, mogoče ne ravno Facebook, ampak mobitel, ko pogledaš in mečkan sak in gre 1 ura. Baje, da novejši mobiteli ti imajo že, lahko nastaviš, da ti meri, koliko časa si bil na kakšnih teh. To je katastrofa. In jaz, ker nimam te možnosti, sama probam. In sem par dni nazaj, sem rekel, torej, bil je veseli december in pomeni, da imaš vsak dan predstavo, in vsak dan popoldne predstavo, ki je otroška. To meni, da treba tuk ur prej iti. In zdaj imam jaz, ko zjutraj vstanem, sem od prejšnjega večera, ker mogoče sem imela še večerni nastop, utrujena, in zdaj se zjutraj zbudim in rabim, malo dlje spim, malo k sebi pridem, potem imam nekaj ur do ponovnega odhoda na naslednjo predstavo. In zdaj, to ni več cel dan, to je samo nekaj ur. In takrat se je videlo, koliko meni časa gre v prazno za neke take nepomembne. Ker bi saj na Facebooku kaj napisal ali pa kaj konkretnega gledal. Ta ven variant ali pa kaj tako pač. Bolj da v bistvu proizvajaš, kot pa absorbiraš. Tako da z disciplino se vsi mi, ki smo na svobodi, moramo ves cajt bostane. Eni so strašno disciplinirani. Pisatelji piše tok in tok 10 ur na dan. Ravno to je težko. Napisati moram nov tekst in če kdaj pišeš ali pa če kdaj moraš nekaj narediti, veš, kako je to, da to ni 8-urna služba. Ni to tako simpel.
Ker se zgodi, 17 ur na službe. da gre 18 ur v prazno, ker ti sediš tam, pa trudiš se, ampak ni inspiracije, ali pa napišeš nekaj, pa ni v redu, pa popraviš, po krog obračaš. V enem momentu izčutim, kako to zagrabi in takrat potem delamo včasih celo noč, zaradi tega, ker ne prekinjaš tega nekaj. Kot da bi neko v bistvu energijo kanalizirala, ali pa Tako, neko nek idejo, ali tok pa neko pride, zgodbo. Ja. Tako da poznam je to. težko biti, se trudim, ampak bo po mojem večen trud ostal. Veš kaj, recimo iz svojih izkušenj, jaz sem videl, da recimo, ker sem pač končal akademijo Kle 5 let, pa sem šel pa v Firence študirati in tam so mojstri slikarji. In sem videl, da ko sem imel mentorja, da ko me je dajal feedback, pa me je peljal čez proces, sem lahko razvil do maksimuma svoje te sposobnosti slikanja, risanja. Ne? In v bistvu ti mogoče v prihodnost gledaš, vem, da boš šla nekaj potovati v ZDA, mogoče greš do nekoga, ki ti bo lahko kot mentor ali pa inspiracija. Povej mi kaj več o tem. Seveda, da v resnici sem šla v Ameriko ravno zato, ker sem hotela spoznati sebi enake ljudi, ki mi lahko cel dan in celo noč se pogovarjajo o ventriloquizmu, ampak to bojo informacije zate na novo. Jaz pa čas rabim nekoga, ki da isto skozi, ker pol razume določeno, kako ti to narediš, pa tako, so neke take cake, ki če nisi probal, je težko razumeti. Ne? Ja, šla sem glih za to, da spoznam nove ljudi in po možnosti, da najdem koga, ki bi me motiviral. Pa si šla prav s trebuhom za kruhom, ne da? Ja, dobesedno. Dobesedno, dobro. Tako da je bilo zelo fajn, bilo je zelo tudi naporno, ker je bilo to 5 dni strašno polnih. Šla sem na vsa predavanja, bila je ventriloquistična konferenca, ki se je zbralo 533 ljudi, ki to počne, z celega sveta. To jih je pa veliko. Vsak je imel tako na tablico in napis ime in odkot prihaja. In tisti, ki smo bili prvič, smo imeli rdečo piko, kot red dot, red daughters, to so bili oni še bolj pozorni na nas, ker smo na novo tam, ker prej se znajdeš pa tako. No in sem povedala, da sem Lucija, da sem iz Slovenije in sem edina v Sloveniji, ki to počnem. In kmalu so me vsi poznali seveda za to, ampak sem ugotovila, da nisem edina. Nisem edina, ki sem edina. Namreč na Slovaškem je samo en tip, v Albaniji je ena gospodična, v Panami je samo ena. Ta veda oziroma veščina je tako ne razvita, ampak obstaja fobija. Ljudje se bojijo lutk, ki izgledajo, da govorijo same. Če gledaš grozljivke, je zelo pogosto kakšna lutka koga ubije. Tako da hecno je, no, hecno. In je bilo zelo zanimivo. Sem veliko stvari spoznala, spomnila sem se na novo kakšnih stvari. Tudi kakšno stvar so mi rekli, ne vem, recimo pri ventriloquizmu, te zanima, kaj je. Ventriloquizm je, da govoriš, dobesedno to pomeni trebuhogovorstvo. Torej govorjenje iz trebuha. Zdaj, strokovno medicinsko to res obstaja, sem se zdaj poučila. Torej, so ljudje, ki imajo operacijo na, recimo, raka, okrog glasilk in ne morejo govoriti in se naučijo iz prepone in s temi mišicami početi to, da se glasilke pač zrak gre skupaj tak zvok spušča. Tako, delajo te zvoke, in z želodcem delate zvoke, da približen nek govor pride ven. Ampak kot veščina za zabavanje, gre pa v resnici za govorjenje brez premikanja ustnic. No in recimo, ena stvar je, da se ne sme videti usta premikana, ampak se vidi pa tle. In potem sem se jaz vedno obremenjevala, pa sem imela neke šale, pa to, pa mi je pa rekel en tam, lejte, ne se obremenjevati. Brez premikanja ustnic pomeni, da se ne premikajo ustnice. Kaj se tle dogaja, nas ne zanima. So eni, ki zmorejo govoriti tako, da se tega čisto nič ne vidi. In recimo, ena najbolj znanih, ki to počne na svetu, ki je največja zvezda, je Jeff Dunham. To je taka ima Ahmed the Death Terrorist, Koskota. Vsi poznajo to lutko. Njemu se tle čisto lepo trese. Veš kaj, a bomo zdaj iz teorije šla v prakso? Prav. Daj mi pokaži, kako to zgleda. Vem, da si prinesla eno tako skrivno kulsko pošastko seboj. Ja, malo si moram zavihati rokav, zaradi tega, ker vsak ventriloquist mora početi tu, da lezejo eni lutki v rt. Torej, ja, tole. Prvo lahko na suh pokažem. Ventriloquizem pomeni, da govoriš brez premikanja ustnic, recimo abeceda, lahka verzija abecede je tole. A, C, Č, D, E, G, H, I, J, K, L, N, O, R, S, Š, T, U, Z, Ž. Ok, zdaj pa to zahtevno. Tadadam! Tu sem spustila 5 problematičnih črk. Jaz sem videl, da sem pazil, da par jih je manjka. Tako, B, P, M, F in V. No, tle se pa začne bistvo dela in matranja in to. In zdaj,
pomagaš si z substitut oziroma nadomestki, recimo, da najdeš neko črko, ki je podobna. Recimo, M bo še najlažje. Pa še vedno se ne bo slišala popolno. Ne smem pa kletvice reči, ne, hudiča. Dobro, bom najdla kakšno. Torej, recimo, M, ti ne moreš, bistvo je, da ko govoriš, Isto pride. breze usta se premikajo, ne moreš govoriti z zaprtimi usti. Moraš imeti usta razprta, čim manj, ampak razprta. Torej, M, če rečeš P, B, M, F, pa V, z odprtimi usti je to H, 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 H. Zato najdeš črko, ki je podobna, recimo N, N. In iščeš sivo cono, nekje med N pa M, ki bo podobno M-ju. Torej, tipično za M je, da M gre v nos. N pa ne gre tako zelo v nos, je pa N. M, N. Torej rečemo N in potem probaš reči ta N, tako da ga daš čez nos in je to M. In je nekaj zapacan, ampak če rečem, kletvica se ful dobro sliši. Ok, bom rekla samo to. Otroci ne tega gledati. Torej, Starši ušesa zaprejo otrokom. bom najdla lepšo verzijo. Čakaj. Bom spustila prvo, ki je grda, pa drugo, ki ni tako zelo. Materna. Se pa že sliši kot M. Ja, pa In je to res, nikoli ni zares M, ampak se sliši pa, kot da je. Ja, In potem, ko imaš pa to, še spremeniš glas? Ja, seveda, saj gre. Okay. Tukaj le zadaj je skrit. Se bom jaz probal pa še... Kako mu je pa truditi ime, bo nazaj. pa sam povedal. Pa- Prav. Ok. Čakaj. O, živjo! Živjo. Spet ti? Ja, spet, jaz ne moreš ti sam brez mene nastopati. Ja, lahko. Kako lahko vse? Ja, tako, ker tebi je ime kako? Kako? Kako ti je Koko ime? Kako? Koko Šadel. Hočeš reči Koko Chanel? Ne Koko Šadel. A nisi petel, ime ti pa kokoš. Koko, ok, samo Koko. No, Koko, dede slišmo, kako rečeš peteli. A to on zafrkaza? Ja, malo pa te, ja. Ajčka na to zafrkava. Ok, pa reč petelin. Tetelin. O, bravo! A je okej. Wow, bravo, bravo! Ti, veš kaj, preden gremo naprej, moramo pa pogledati, kakšni so še dogodki, ki se nam bližajo. Tako da, pogledamo dogodke. Edino predavanje, na katerem je nor tisti, ki še vedno misli, da nezemljani ne obstajajo, da smo sami. Pogovor o vesoljskih bazah, skritih sistemih, civilizacijah, pomembnejših dogodkih, ki se dogajajo prav zdaj in drugih stvarih, ki jih ne najdete na nobeni strani v nobeni knjigi, saj je Matjaž v direktni telepatski povezavi z višjimi biti in je izbran, da posreduje skrite informacije. Podpora nosečnici strani bodočih dedkov in babic. Odgovornost in vloga babic ter dedkov v prihodu vnuka, kje je tista meja med vsiljevanjem pomoči in dejanske pomoči mladi družinici, pa tudi pravila pri vzgoji doma in pri starih starših. Največje pasti o prihodu prvih vnukov in vnukin in najlepše darila na predavanju 18. januarja. Preden se odpravim na porodniško, pa konec januarja še zadnji vikend za dušo v čudovitem Strunjanu, kjer je res močna energija. Tokratni vikend za dušo bo namenjen hormonom in pomlajevanju. Cel vikend v čudovitem Strunjanu, vikenda za dušo, res nekaj posebnega. V glavnem, eno tako zelo zanimivo potovanje, ki se bo zgodilo, je potovanje v Sibirijo, tako da jaz mislim, da bi kar zraven šel. Ja, tako da vsi tisti, ki vas zanima, se priključite, ker lani smo bili pa v Ameriki, oziroma so bili, mene žal ni bilo, in v Las Vegasu so srečali Dončića, samega Luko. Aha. Ej, da mi povej, Koko, katere pa ti želiš srečati, hollywoodske igralce ali pa kaj taska? Kakšne ženske. Ženske? Kjero žensko pa? Take, ki so seksi. Take piščančke. Ne, Kjera ti je najbolj pri srcu? kakšna seksi kure. O, seksi kure. Kjera pa bi bila to kakšna? Vse, Pa glih vse pa ne more biti. vse. Dobar. Ti, Lucija, kam bi pa ti rada šla še širiti komedijanstvo?
V resnici želim, da narediti v resnici celo predstavo, ki bi bila pretežno ventriloquistična, ker zdaj imam predstavo, ki se imenuje S trebuhom za kruhom, ki je pa kombinacija stand-upa, gledališča in pa ventriloquizma. Razložim, kako sem kokota naredila. Ti si naredila kokota. Ja. Kak tip stand-upa ti je pa najbolj všeč? Kjer teme, vsebine? Vsebine te, ki se ti v življenju dogajajo. To vsakodnevne, pa te neke neprilike, ki se dogajajo, te so mi strašno dobro povod za kakšno foro. Ni nekih kakih onih črnih humorjev ali pač? Tudi črnih humor mi je všeč, sem izvajanega, pa ne, vsaj ne še. Se je pa zgodilo, da sem vodila en večer stand-upa, kjer je ena komedijantka zamujala in ni bilo veliko ljudi in tako je bilo en tak sproščen večer, bolj za hec, kakor da je bil zaresen nastop. In so me izvali, nekaj sem rekla bolj črnohumornega in so rekli, kaj, črni humor vam ni? Ja, nam je. Vam je všeč? Ja! Aha, bi hodili črni humor? Ja! In tako je bilo, okej. In pa sem prvič, namreč zelo krute stvari govorila, ki pa so bile smešne. Vse te neke, tudi recimo temu negativne izkušnje življenja so s časom lahko smešne. Čeprav, ko enkrat govoriš o smrti, je zelo težko, da je smešno. Ja, govorila sem o pogrebu moje mame in so se režali ful. Ampak je tako zelo bojoče. To pa čestitam, res to pa kapo dolno. Sem nam zdaj razlagala, tole ne bi šlo skozi na televiziji. Že polk sem enkrat še ponovila, ni šlo več kot zelo dobro. Pri črnem humoru je zelo pomembno, če zaključim, da ga prav zapakiraš. In da ga ti tudi, ko razlagaš, ker če te malo zoprno občinstvo, bo še bolj ne. Tako da, to je neka veja, ki me malo zanima, čisto za občasno. Eno občinstvo ima to rado. Zakaj ne bi imel en tak set nečesa? Ampak osnovi je pa te življenjske. Ne vem, recimo, imam celo foro o tem, kako govorimo. In s česa se mi je to pržgalo, ko sem se zavedla, da mi znamo dati besedi zdaj, pa pol, ustavek, s tem, da niti zdaj, niti pol nimata veze, zdaj pa pol. Pazi, kvaj zdaj, gremo pol. In zdaj in pol sta nepotrebna. Rečeš, gremo. In to mi, take, besedne igre me zanimajo, pa predvsem pa neke anekdote, ki so se mi zgodile v življenju. Tako da recimo, ko sem decembra nastopala, sem vprašala necajta, kdaj bo šlo to not, da so darila zamujala. Vsi smo bili tam, nastopajoči, božiček, daril pa ni bilo nikjer, kjer so se skoraj sežgala. Nekaj bi te rad vprašal. Zasledili smo, da ti je všeč en gospod Gašper Bergant. Ja. Povej mi kaj več. Gašper Bergant je komik, ki je... Zakaj ti je tako všeč? On neko ležernost, že od vsega začetka, ko je začel, se mi je zdel smešen. Najprej je izgledal, dokler ni bil ta urejene frizure, ki je zdaj hipstersko zelo, je izgledal tako, kot en tak voznik kamiona iz Amerike, na nepreč pozitiven način. Zdaj pa ta njegova ležernost, pa tako on govori stvari, ki so včasih strašno krute in strašno črne in melje te svoje fore, ampak to je tako zabavno vedno, tako da ni čudno, zdaj se posod pojavlja, ker je dober. A veš, da ga bomo imeli mi tudi v tej oddaji? Odlično, super. Tako da ti morajo poslati skupinca tale intervju, da boš videla oziroma ta pogovor. Baje pa, da v prostem času tudi sprehajaš psa. Ja, res je. Je to res? Res je. In s to z drugimi znanimi psi. Mislim, se srečam s sorte znanimi psi, res je. Ker imamo, lastniki psov imamo eno lastnost in to je, da veš, kako je drugemu psu ime, ne veš pa lastniku. To je kar pametno. Tako da je moj pes zelo poseben pes, tak pes terapevtski. Pa ne zato, ko bi lahko hodil po bolnicah, da bi pomagal ljudem, ampak jaz rabim terapijo, ko grem z njim na sprehod. Lepo. Živ. Ampak tudi smo ga že zdresirali, tako da določeno. Jaz ga imam pospuščenka in mu zaupam, ga vem, dokje in tako. Kaj pa njegova ljubica? To pa ne vem. Kako? Pa nima v Salome psička, to ljubezen na prvi pogled pa to. Salome, če je šla nekam, pa je pustila njeno Kali na počitnicah, in sta se super razumeli. Prav ona njega tako, kukre mehna, vse povem, pole on pridni. Kjera pasma je to? Moj je neka mešanca. Zato bolj inteligenten, super. Mešanca, zelo podoben je Pinču, samo da se ne sveti, tako zelo pa mogoče mehno bolj strca, ne s tem rečem. Potem, ko Kali je pa že ne šicu, ampak te ta mehen pes, no. Pekinezer? Ne. Nekaj malega in kosmatika. Ona ta mehna, no. Koko
povej, kaj želiš sporočiti gledalcem v zadnji pol minuti te oddaje. Tvoja je beseda, kaj želiš povedati, da spremeni svet. Začnite jesti zelenjazo in ne tiščancev. Kam gleda Koko? Tjale moraš gledati, tjale. Aha, ste razumeli vsi, a? Naldenih tiščancev. Kaj pa Purmana? Ok, dobro. Glavno, to je to. Dragi naši, res stojte z našimi piščančki, ne jih preveč pojesti, ker pač Koko bo zelo žalosten. Mi pa tudi. Tako da, dober tek in veliko zelenjave vam želim v vašem življenju.